Dober dan, dober večer. Vsi prav lepo pozdravljeni v naši knjigarni in knjižnici v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja, na katerih prirejamo pogovore o različnih slovenskih krajih z avtorji knjig, ki so šle pri naši založbi Nova obzorja ali pa pri drugih založbah. Prav lepo pozdravljeni tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko naše spletne strani demokracija.si. V naši sredi pozdravljam našega današnjega gosta, gospoda Edvarda Kadiča, s katerim bova spregovorila o njegovi knjigi, ki nosi naslov Govorica telesa in osebna karizma. Našega gosta oziroma sogovornika na kratko predstavim. Ukvarja se s komunikacijo in osebnostnim razvojem. Posebej ga zanima neverbalna komunikacija, to je govorica telesa, vonjave, uporaba glasu in podobno. Večino časa se ukvarja s svetovanjem posameznikom in podjetjem pri vodenju, prodaji in razvoju tako imenovanih mehkih veščin dela z ljudmi. Njegove stranke doma in tujini so mala in velika podjetja, ministrstva, druge javne ustanove, med drugim tudi Državni zbor Republike Slovenije. Vodi Delta Life Coaching Akademijo ter marketinško agencijo Rudolf. Redno komentira področje komunikacije, verbalno in neverbalno, v srednjih slovenskih medijih in je avtor več knjig, med drugim tudi uspešnic, Govorica telesa in osebna karizma, Zapeljevanje, priročnik za moške ter Samozavest je seksi. Gospod Kadič, za uvod bi vas vprašal, bi ob tem še kaj dodali ob tej vaši predstavitvi? Ja, najlepša hvala za povabilo najprej. Jaz mislim, da je bila taka lepa predstavitev. Je pa res, da je v resnici bi mogoče boljše ali pa lažje si predstavljati, kaj dejansko jaz delam, je dejansko neko presečišče tega, kako se obnašati v določenih situacijah na način, da ljudje razumejo, da je na nek način relativno lahko človeku povedati, kako naj drži roke pa noge, pa kam naj gleda. Nekoliko težje je pa, da to samozavest, pa tisto, kar bi želel nekdo izpostaviti, da to tudi nekako naravno prihaja iz njega. To je pa osebnostni razvoj. Eno je ta tehnika nastopanja, recimo, tehnika prezentiranja, drugo je pa osebnostni razvoj in ta dva vidika morata nekako iti z roko v roki. Zato, da je vse skupaj naravno, da je nenazadnje samozavestno, velja to preprosto načelo, jaz sem ga uporabil v knjigi Samozavest je seksi, ki je pač v tej verigi knjig, jaz sem avtor 8 knjig, mislim, da v skupnem, od tega so v tiskani izdaji so 4, pa 4 so v elektronski izdaji. No, ampak v tej zadnji knjigi sem jaz uporabil v bistvu ta izraz, da če razmišljaš kot limona, se tudi obnašaš kot limona in obratno, če se obnašaš kot limona, tudi razmišljaš kot limona, s katerim sem želel ponazoriti, da je ta naš fizični ustroj v bistvu eno z mentalnim ustrojem in da karkoli spreminjamo. Tako kot nam naši stari starši so nam pogosto rekli, ko smo bili recimo v kakšnih težavah, pa ti reče sprosti se, pa nekako ne razumeš najboljš, kaj to pomeni sprosti se, pa ti reče prsa ven, pa glavo gor, pa ramena nazaj. Ja, in avtomatično se človek drugače začne počutiti, drugače začne razmišljati, nekoliko manj je recimo pod pritiskom. V trenutku, v bistvu, samo spremembo fizičnih drž, človek začne drugače razmišljati. Tako da pogosto se napačno nekako interpretira ta vidik, da tako kot razmišljaš, tako potem deluješ, to je res, ampak lahko gre pa tudi obratno. Če se obnašaš drugače, potem tudi razmišljaš drugače. In to pa je nek vidik, tisto, kar rečemo mehke veščine dela z ljudmi, kar je bilo v uvodu omenjeno, in te mehke veščine dela z ljudmi pa so en tak poseben izziv. Večina ljudi v bistvu, ko razmišlja o mehkih veščinah, se nekako izgubi v teh gori pojmov. Najlažje pa razumeti tako, da trde veščine te spravijo v službo, mehke veščine te pa ohranijo v službi. To pomeni, da znaš delati z ljudmi, da si prijeten, prijazen, točen, to se pravi, sodeluješ v ekipi,
znaš pravilno izkomunicirati tudi kdaj kakšno kritiko, pohvalo in tako naprej. Vse to pa potem paše v ta mehki vidik. Ne. In ko to nekako združimo, ne, imamo na eni strani komunikacijo, na drugi strani imamo pa osebnostni razvoj, na kateri točki je človek nekako v življenju in potem je to potrebno nekako pametno združiti. To je pa tisto, kar rečemo coaching, ne, kar rečemo nekako, da delamo s človekom dlje časa, ne, zato da mu stojimo, na nek način stojimo ob strani, zato da človek razkrije to svojo lepoto, ki jo ima vsak od nas. To vašo knjigo Govorica telesa, osebna karizma, v bistvu začnete z človeškim umom in razumevanjem delovanja človeških možganov. Ja, zdaj tako, ne. Človeški je v resnici nekoliko širši pojem kot sami možgani. Mi radi rečemo, ne, kje pa je človeški v možganih, ne, tako nekako nam je naravno vse skupaj, ne, vendar je človeški nekoliko več, ne. Je tudi ta celični to se pravi tudi ta naša celota kot takšna, ne. In jaz želim tukaj predvsem to ponazoriti v bistvu. Jaz sem se s to knjigo ukvarjal s precejšnjim izzivom, takrat, ko je nastajala in sicer mogoče lahko povem tudi za začetek, kako je ta knjiga nastala. Ne? Ta knjiga je nastala v resnici tako, bi rekel, v hecu, nekoliko po naključju. In sicer jaz sem izvajal pač izobraževanja na račun dela z ljudmi, pa ta govorica telesa je bila precej obsežen del. In sem ugotovil, da je v resnici to strašno zahtevno včasih bilo, ne, to vse skupaj sprintati, prepraviti materiale in tako naprej. Ne. In je šel razmislek v smeri, ne, kaj pa če bi to poskušal združiti v nek učbenik ali nek priročnik za ljudi, ki pridejo na izobraževanja. Ne. Je pa res, da se je potem izkazalo, da je mogoče tisti del bistva, kar sem ga jaz želel razložiti, ne, nekoliko ozek ali pa majčken. Ne. In sem se vprašal preprosto, ne, kaj je tisto, kar ljudi takrat zelo zanimalo. Ne. In je prišlo ven to, da je bila prav ta pojem karizme, ne, kako izžreti ta del iz sebe ven, ne, in je potem to nastalo potem spontano, ne, da se je razširilo, ne, ker ni ravno tako na prvo žogo govorica telesa pa osebna karizma, da bi kar naravno nekako to samo, paš skupaj, ne, ampak ni bilo to prvotna ideja. Ne. Potem se je pa izkazalo, ko je ta knjiga prišla v knjigarne, to je bilo leta 2013, da je v resnici nekako ujela nek dober trenutek in neko praznino tudi na trgu, ne, in je v bistvu številke prodaje knjige in tako naprej so do danes precej impresivne, kar veliko pove pa še to, ne, da je ta knjiga, bom rekel, vsi, ki se ukvarjajo ali pa ukvarjamo nekoliko več tudi s knjigotrštvom, vemo, kakšni so ciklusi prodaje, ne, in ta knjiga je danes enako aktualna, kot je bila leta recimo 2013, kar je, bom rekel, bilo tako tudi zame kot za avtorja v bistvu tako prijetno spoznanje, no, ko sem jaz ugotovil, da je, bom rekel, v številnih delih tudi navedena kot referenčna literatura, recimo v raznih diplomah in tako naprej, je bilo to tako, priznam tudi zame kot za avtorja, neko tako prijetno spoznanje, ne, da je bil ujetnik dober trenutek, pa predvsem dobra tematika, da ljudem pride to tudi prav. Ne. Ko sem se vpisal na tale najin pogovor in sem pač bral to vašo knjigo, ne, sem v bistvu ugotovil, da je res zelo uporabna, da v bistvu človeku koristi pač mu da misliti pač glede določenih stvari, glede določenega obnašanja, torej res glede govorice telesa. Ne. Vi pravite, da govorico o telesu v grobem uporabljamo za 3 stvari: okrepitev, nasprotovanje in dodajanje. Ali lahko to nekoliko razložite? Ja, mi okrepimo, ne, recimo, ko želimo povedati, da je nekaj, ne, ali pa recimo dodamo, da je večje, kot je običajno, ne, ali pa rečemo, da je nekaj bilo zelo dobro. Ne. In to je ta vidik. Je pa, se mi zdi to zelo, zelo na mestu vprašanje, predvsem za razumevanje vloge same govorice telesa, ko razmišljamo o tem, kakšno v bistvu težo pri sami sporočilni vrednosti ima sama govorica telesa, ne, ker mi kot ljudje smo ujeti v en tak zelo zanimiv vidik, da mi sporočilo ves čas razumemo kot celoto. Dejansko pa gre
vsebina sporočila, to se pravi to izpovedano in prikazano oziroma predstavljeno, šele naknadno mi to vse skupaj spajamo v eno celoto, kar pomeni, da sporočilo poteka po dveh ločenih kanalih. In kar je fascinantno spoznanje je, da večjo težo dajemo neverbalnemu kanalu. Torej, zato, ko rečem, da je bilo nekaj odlično, da moramo podpreti, Potem se že vidi, je v resnici intuitivno razumemo, da tega ne počnemo. Tako da je to eno tako zanimivo spoznanje in znanost je celo ugotovila, da je neverbalni del sporočila, to se pravi, sporočilo po neverbalnem kanalu prehiteva verbalni kanal. Da mi ljudje nekoliko prej vemo, kaj bo povedano, kot pa dejansko potem slišimo in združimo v celote. Zato je tudi takšen problem, recimo pri javnem nastopanju, da nekaterim verjamemo, drugim ne verjamemo. Od tod izhaja tudi, jaz sem pred časom napisal en članek, ki je dvignil ogromno prahu, poimenoval sem ga nekoliko provokativno, zakaj nam vladajo bleferji, to se pravi, zakaj nam vladajo, zakaj je toliko tega bleferstva nasploh in v politiki, v gospodarstvu in tako naprej. Preprosto zato, ker z samozavestnim nastopom marsikdo prekrije plitko vsebino. In mi enostavno iz tega potem sklepamo, da nekaj pa že je na tem, če nekdo tako samozavestno nastopa, kljub temu, da mogoče nima pojma o tistem, kar govori. Tako da je ta vidik je izjemno zanimiv in jaz to, če se le da, poskušam nekako na različnih nastopih javnih in tako naprej, nekako poskušati pozvati ljudi, da bodimo pozorni, da nas ne sme biti strah tudi kaj kdaj vprašati. Da še posebej, če se nam pojavi nek občutek, kjer rečeš, da zvok pa slika ne gresta v isto smer. In to mi nekako intuitivno zaznavamo. Ves čas. Mi smo ves čas na preži za signali. Meni včasih v hecu kdo reče, pa ti vse opaziš. V resnici sem samo nekoliko bolj pozoren na neke stvari, katere nekdo drug toliko ni pozoren. Z malo vaje se da pa to zelo hitro tudi usvojiti, tudi te vidike. In potem nastopi trenutek, ko je potrebno zaupati svojim občutkom. Da če nekaj ni, potem je velika verjetnost, da nekaj ni. Je potrebno to razčistiti in se potem izkaže, da pride do problematičnega prekrivanja med prikazanim pa med vsebino, kar je pa lahko potem seveda težava ali pa recimo za volivce, za sodelavce, za menedžerje, kogarkoli uporabna informacija, da vejo, s kom imajo pravka. Vi pišete o pravilih razlage govorice telesa, pri tem izpostavite 3 zlata pravila. Katera so to? Ja, zlata pravila, kar se tiče govorice telesa, so predvsem to, da zdaj, mogoče, če grem jaz še en korak nazaj od tega. Pri govorici telesa je ključno, da mi opazimo. Da mi moramo opaziti. Če mi ne opazimo, gre mimo, kar pomeni, da moramo biti pozorni. In če mi nismo pozorni, potem je zadeva problematična, zato ker se govorica telesa dogaja ves čas v realnem času. Ni to nekaj, kar bi šlo, kar bi lahko ponavljali, ali pa da bi se mi lahko vračali nazaj na to izhodiščno, vprašanje. In drugače pa, seveda, mi moramo biti ves čas pozorni, ko spremljamo govorico telesa, mi moramo biti pozorni na to, da spremljamo, to se pravi, v kakšnem prostoru se dogaja, kakšna so razmerja med ljudmi, kakšen je kontekst in tako naprej, zato da znamo ves čas pravilno interpretirati. Na splošno pa kadarkoli govorimo okrog same govorice telesa, je pa izjemno pomembno in se mi zdi vredno opozoriti na to znamenito Mehrabianovo pravilo, ki govori, to se pravi, pogosto ga boste slišali v različnih literaturah s temi številkami 55, 38, 7.
to je, sliši se tako zelo znanstveno, ne? V resnici pa to izhaja iz enega poskusa, kjer je profesor Mehrabian opazoval, kako mi prepoznamo čustva. Ne? Kjer je študente spraševal, da naj mu razložijo, na podlagi česa so razumeli, v kakšnem čustvenem stanju je posameznik, in je potem nabor teh odgovorov dal te številke, ki pa pravijo, da 55% celotnega sporočila izhaja iz neverbalnega vidika, to se pravi iz govorice telesa, gibanja telesa, 38% izhaja iz barve glasu, to se pravi uporabe glasu, in zgolj 7% izhaja iz same vsebine. Vendar pa je zanimivo, da je znotraj tega, kako bi rekel, odgovora ali pa tega govorjenja okrog teh odstotkov se skriva v bistvu sama srž tega sporočila, je to, ni toliko pomembno odstotki, te se spreminjajo glede na kontekst, glede na različne vidike, kot je pomembno to, da imamo pred sabo ves čas, da je neverbalni vidik pomemben. Da je pomembno, kako smo oblečeni, da je pomembno, kako se obnašamo, da je pomembno, kako nekaj prezentiramo, kako uporabljamo glas, kdaj dajemo poudarke in tako naprej. Ves ta vidik, da je izjemno pomemben. Seveda ne smemo iz tega zaključiti, da je pa nepomembno, kaj govorimo. Ne? Ker če bi šli v to smer, pa bi rekli, ja, no, sej, samo 7% sporočila, ne? Je pa res vsem, kaj govorim. Ne? Po tej logiki bi mi vsi razumeli recimo odlično kakšne pakistanske filme ali pa takega, ne? Pa jih ne. Pa jih ne, ne? Seveda je pomembno, o čem nekdo govori. Ne? Je pa res, da je pa tudi seveda pomembno, kako je to povedano, ne? Kaj je tisto, kar na koncu v bistvu tvori celoto sporočila, da je nekaj res razumno. In zato nekatere govorce mi razumemo kot dobre govorce, ne, katere je prijetno poslušati, katere radi poslušamo, ne. Druge pa neki izmamljajo ali pa še celo, bom rekel, nas marsikaj odbije. Ne. Recimo en tak banalen primer, če smem, bi bil recimo, ne, verjetno si mi težko predstavljamo neko srečanje bančnikov, ne, kjer pride govorec v kratkih hlačah, razvlečeni majici pa v all-starkah na govorniški oder, razen če ni res uveljavljeno ime v svetu bančništva, ne, bi zelo težko mu pripisali, da bo neka prava vrednost samega sporočila, pa ne glede na to, kako globoke in modre misli podaja, imamo težavo s tem. Ne. In obratno velja tudi, ne, mi imamo veliko primerov prevar, recimo, ne, pred leti je bila v Sloveniji ta znamenita prevara ene gospe to se pravi na Primorskem, ki se je izdajala za zdravnico, ne. Pač ko je enkrat uniforma, ko je v bistvu ta kontekst je v zdravstvenem domu in tako naprej, mi ne dvomimo več, ne. Nekdo, ki je v beli halji, se predstavi in tako naprej, mi izgubimo ta občutek in enostavno zaupamo. Kupimo formo in nas vsebino pa zanemarimo. Ja. Pišete pa tudi o mitih povezanih z govorico telesa. Kaj konkretno imate pri tem v mislih? Miti, ponovadi mite imamo povezane z zgodovino, recimo. Ja, no recimo eden od mitov je že prej omenjeno Mehrabianovo pravilo, ne? Da so te odstotki zabarikadirani, ne? Zabetonirani. To ni res. Ne? Stvari se spreminjajo, ne? V predstavi, kjer je več plesa, pa manj govorjenja, mi enako razumemo sporočilo, kot v recimo kakšnem francoskem filmu, kjer je veliko več dialogov, veliko več razprav in nekoliko manj mogoče gibanja. Ne? To je recimo že en tak mit, da se držimo teh odstotkov. Recimo drugi mit je, da je oseba, ki ima prekrižane roke na prsih, ne, da je naravno negativno nastrojena pred mano. Zame, da ima distanco. Ja. Ne, ampak samo nekaj primerov. Recimo prvi primer je, kaj če je v prostoru hladno, če je mraz. Se ljudje grejejo, to nič ne pomeni, kakšen odnos imajo do nas. Ne? Recimo drug primer je, ko ljudje sedijo v prvih vrstah. Ne? V prvih vrstah je celo naravno, da se ljudje nekoliko postavijo za
barikado, to se pravi za neko oviro pred seboj, ker med njimi, pa med predavateljem, recimo, ali tistim, ki govori, ni ničesar. V drugi vrsti je že prva vrsta spredaj, je že ovira pred njimi, tako da je človek nekoliko bolj sproščen. Je pa res, po drugi strani, da lahko pa je, seveda, človek je nekoliko zadržan, pa se pač postavi v nekoliko, dajmo reči, obrambni položaj, oziroma se varuje. Mi varujemo pred seboj telo, kar pa ne pomeni tudi nujno, da je nekdo negativno nastrojen. Pomeni samo, da nas mogoče ne pozna dovolj in tako naprej. Recimo, to je en tak mit. Na splošno je večina teh mitov pogojena z pomanjkljivim razumevanjem. Pomanjkljivim razumevanjem, neupoštevanjem širine informacij, ki morajo biti nekako na razpolago. Recimo, en tak mit je tudi, da je govorica telesa po svetu, da se razlikuje po posameznih koncih sveta. Že v 60 letih je bilo to ovrženo in dokazano, da temu ni tako. Recimo, en tak poskus je tega izvedel znameniti avtor prav na področju preučevanja čustvenih stanj Paul Ekman, kjer je vzel fotografije svojih prijateljev in je šel pač na Novo Zelandijo k nekim lokalnemu plemenu in jim pokazal te fotografije in je ugotovil, da v bistvu ljudje tam v tem plemenu, ne glede na to, kako izolirani so od tega našega zahodnega civiliziranega sveta, ravno tako prepoznavajo veselje, žalost, srečo, presenečenje, strah. On je iz tega celo izpeljal 6 ali 7, mislim, da osnovnih stanj, čustvenih stanj, ki so univerzalne po vsem svetu. In od tod, recimo, je neposredna bližnjica do tega, da imamo danes te tako imenovane emojije, smeško, pač usta navzgor, so po celem svetu veselja, usta navzdol je spet po celem svetu enako razpoloženje. Tako da je to recimo tudi en tak mit. Tako da tega je recimo veliko. Običajno, ko smo že ravno pri tem svetovnem vidiku, je veljano tiho načelo na splošno pri govorici telesa, da je tisti, ki prihaja v tuje okolje, tisti, ki se pač nekako naj bi se pozanimal, kakšna pravila tam nekako veljajo. Kar pomeni, da recimo en tak primer bi bil še posebej za moške, ki prihajamo na Bližnji vzhod, da ob srečanjih ne objemamo prav posebej žensk, ker je pač njihov, bom rekel, razumevanje osebnega prostora nekoliko deljeno na moške, ženske. Potem je ravno tako ta fizični stik in smo nekoliko bolj zadržani recimo na Daljnem vzhodu. Je več tega zgolj priklanjanja in tako naprej, nimamo recimo toliko tega rokovanja. Danes so te relacije nekoliko tudi zaradi informatizacije, zaradi interneta, zaradi pretoka informacij vse nekoliko bolj umiljene, ampak še 20-25 let nazaj je pa veljalo pač pravilo, da bog ne daj, da si dal roko na Japonskem, ampak je bilo se potrebno pač temu primerno samo prikloniti ob srečanju, in da je bilo to celo, lahko bi celo nekdo to jemal kot žalitev. Danes je to, bom rekel, so te okviri dopustnega bistveno blažji. Je pa res, da včasih lahko nekomu deluje tudi čudno, recimo na Bližnjem vzhodu imamo, mislim, da je serija Jordanija, kjer ni nič posebnega, če se dva moška na cesti držita recimo za roke, ko si nekaj razlagata in imajo ta bližnji stik bistveno drugače razumljen, kot ga razumemo pač pri nas. V knjigi pišete tudi o strategiji preživetja. Kaj ne bi bilo to? Ja, strategija preživetja je v resnici eno tako izvorno stanje naše, katerega je dobro v bistvu razumeti za boljše razumevanje same govorice telesa, to se pravi obnašanja. Ljudje na splošno imamo dve osnovni nekak strategiji. To se pravi, ko pride nevarnost, mi za razliko od živih bitij, to se pravi drugih vrst, živali, nimamo na razpolago
krempljev, zob, rogov, oklepa, ne, nimamo nobene take posebne naravne zaščite. Imamo pa možgane. Ne. Te možgani nam narekujejo, glede na to, da smo relativno slabo zaščiteni, da naj v primeru nevarnosti pač pobegnemo. Ne. In je to prva strategija, to pomeni beg. Ne. Seveda, ko pa beg več ne gre, ne, ko pač ne moreš več, je pa nastopi druga strategija, je pa boj. Ne, to se pravi beg ali boj. In temu primerno se mi tudi obnašamo. Ne. Bolj smo ogroženi, bolj nekako agresivno se postavljamo. Zato velja, ne, da ljudje, ki so precej agresivni, zato pogosto slišimo, da jih je zelo strah. Ne. Ker se pač bojijo zase, za svoje preživetje. Vidimo precej, kaj sem tudi tak skrajen primer, recimo marsikdaj je to družinsko nasilje, ker gre preprosto za strah, da ne bo sposoben obvladati recimo situacije. Ne. To ima lahko zelo daljnosežne posledice, no, ampak v našem primeru je pa še bolj zanimivo to, ne, da obstaja pa še ena strategija, ki je pa še, kako bi rekel, nastopi prej kot sam beg, in sicer gre pa za tako imenovano zamrznjenje. Ne. Zamrznjenje, namreč to se pravi, plenilci v naravi sledijo plenu, ki se giblje. In obratna strategija od tega je, da zamrznemo, da smo pri miru, da se poskušamo pomanjšati, da poskušamo enostavno počakati, da napad mine. Ne. En tak skrajen primer bi bil, recimo, vidimo, kako pride gospa, ki gre v trgovino, pride iz hiše in se na cesti ustavi, ne, in zamrzne nekaj trenutkov in nakar se obrne in gre nazaj proti hiši, ker se je spomnila, recimo, da odtočna cev od pralnega stroja je pozabila zatakniti za odtok. Ne. Ampak ni vedela, ne, gre naprej, nazaj, kaj se zgodi, ne, in človek v sebi preračunava, kaj pravzaprav sploh narediti, kaj je boljše. Ne. In je to zamrznjenje v bistvu tista primarna strategija, zato lahko, ko opazujem ljudi med pogovorom, to pogosto zasledimo, da ljudje enostavno zamrznejo, enostavno ne vejo. Gledajo te in ne ve, ne, in to je že za nas prvi signal, da je človek, recimo to je lahko zelo uporabno na pogajanjih, pri recimo iskanju rešitev, ne, da se nekdo dela pametnega in trikrat zmrzne, potem lahko zelo hitro ven iz tega sledi, da mogoče nima toliko dobrih rešitev na rezervi za nas. Ne. Tako da je, bom rekel, to razumevanje, da najprej nastopi zamrznjenje. V pogovornem jeziku rečemo včasih, da pridemo v stanje Garmin, to pomeni preračunavam, ko ne veš čisto dobro, kaj bi sploh naredil. Ne? In se potem odločiš, ali je dobro pobegniti, ali je dobro iti v bitko. To zdaj mi je ravno prišlo na misel, ne? Recimo, to, ko ste govorili o strategiji preživetja. Ne? Torej, recimo lansko leto je afganistanski predsednik vzel to strategijo preživetja, torej, da je na hitro pobegnil iz Kabula pred talibani. Na drugi strani smo zdaj videli, da je pač strategijo preživetja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v bistvu vzel popolnoma drugače in torej v bistvu se uprl ruski agresiji. Zdaj pri Zelenskem recimo je zelo zanimivo, ne, da nas je večina, ne, ko smo to spremljali, ne, ugotovila neko preprosto resnico, ne, da gre za tvoj domači kraj, ne, gre za tvojo državo, ne, in kam pravzaprav zdaj je. Ne. Eno je umakniti v bistvu recimo tako, kot je v tem primeru šlo za ženske, otroke, za ranljive skupine in tako naprej, ne, ampak na drugi strani pa na neki točki je potrebno to pač braniti, ni več kam iti, ne. To je to tvoje ozemlje, ne. In je zelo zanimiva, v bistvu zelo zanimiva primerjava, ne, sam način razmišljanja v ozadju, ne. Ko pride za oceno, kaj je tisto, kar je potrebno storiti, ne, ali imaš še dovolj manevrskega prostora, pa lahko pobegneš, pa lahko špekuliraš, ali pa na drugi strani se na neki točki odločiš, da v resnici manevrskega prostora ni. To je to, kar je, ne, in od tukaj naprej
se upreš in poskušaš preživeti. Ker v bistvu mi je prišlo na misel tudi to, recimo, da Vladimir Zelenski prvotno v bistvu dober pravnik, ampak v bistvu komik, ne, v bistvu zadnjič sem ravno gledal to dokumentarno oddajo, kjer v bistvu, mislim, sem bil presenečen, da je bil v bistvu, da je izredno dober komik, no? Izredno dober komik, zabaven in v bistvu izredno popularen in na osnovi te popularnosti je v bistvu postal predsednik države, ne. V bistvu pri nas smo pa imeli tudi predsednika vlade nekega komika, ki pa v bistvu pač vrgal puško v koruzo in potem tudi glede na primerjave enega in drugega komika se mi zdi pač ukrajinski veliko boljši. Ja, ok, ne, ampak je pa mogoče velja pa tukaj vseeno omeniti tudi to, ne, da pač zdaj za predsednika države ni nikjer predpisana izobrazba. Ne. Mi običajno radi razmišljamo o tem, da je mogoče pravnik ali pa ekonomist, bom rekel, te nekako, kaj ne rečem, drugačne vrste, to se pravi poklici, ne, ampak verjetno bi bil lahko odličen predsednik, ravno tako mogoče, ne vem, slavist ali strojni inženir ali pa igralec, ne, tako da je to, je pa res, ne, da se pač v tem primeru se tudi tako kot primerjava dobro poklopi, ne. Na koncu dneva gre pa bolj kot ne za neko racionalno presojo, ne, saj vemo, ne, da izobrazba nam predvsem da neko širino, ne. Pa seveda tudi specifična znanja, no, ampak za predsednika zdaj specifičnih znanj, jaz mislim, da o tem težko govorimo, ne, ampak je pa res, ne, da gre za neko presojo, za neko to se pravi presojo glede na informacije, ki jih imaš na razpolago, ne, kako iti naprej, ne, tako da ja, se nam je pa, bom rekel, malo tako hecno se pokrije ta prispodoba, ne, ker imamo v obeh primerih opravka z igralci. Če se vrneva k vaši knjigi, ne, pri Govorici telesa podrobno pišete o udobju in neudobju, skladnosti in zrcaljenju, pri čemer vse v bistvu to nadzorno v bistvu prikažete slikami v knjigi, mislim, res zanimivo. Ja, zdaj ta izbira v bistvu fotografij kot je nekako, se mi zdi logična v tem smislu, ne, da si ljudje moramo nekako predstavljati, ne, in o tem je tudi bilo govora na začetku knjige, kjer jaz, ko govorim o človeškem umu, omenim tudi eno malenkost, ne, in sicer to, da ljudje ne moramo delati z neko idejo, če nimamo jasne predstave. Ne? In če nimamo jasne predstave, v bistvu nimamo nečesar, česar bi se lahko oprijeli. Ne? In zato sem se jaz tukaj pač poslužil nekih fotografij, s katerimi poskušamo pač nekako demonstrirati oziroma prikazati določene gibe, določene poteze, sestavljene slike na takšen način, da si ljudje pač to seveda lažje pač predstavljajo. Tudi zanimivo se mi zdi to, v bistvu, ker imate te slike sedenja in podobnih stvari, v bistvu kako ta odnos do sogovornika in kako v bistvu, kdaj se vidi, da sta si naklonjena, kdaj se ne in podobno. Ja, zdaj problem komunikacije na splošno, ne? Problem komunikacije na splošno je v tem, da se mi ne moramo iti ven iz komunikacije, mi ne moramo ne komunicirati. Ne? Mi lahko pišemo ali pa ne pišemo, ne? Ampak v skupnem pa v vsakem primeru komuniciramo. Ne? Danes, recimo zdaj leta, ne vem, to se pravi leta 2022, ne? Imamo mi celo izziv pred sabo, ne? Glede na to, da smo tako vezani na socialna omrežja, pa na to komunikacijsko okolje, da včasih že velja, ne? Če ti nekdo ne odgovori, ne vem, v roku 8 ur, recimo, ne? Je že vprašanje, če načrtno ne odgovarja. In zelo hitro se sproži ta občutek, bom rekel, nečesa, da nekaj manjka. Ne? In na drugi strani pa tudi zanimivo, ne? O vlogi, to se pravi Govorice telesa kot takšne, je zelo zanimivo, da danes, če se navežem nazaj na komunikacijo preko elektronskih, to se pravi preko telefona ali pa interneta in tako naprej,
kako veliko vlogo imajo te izrazi čustev, ne, ker govorica telesa je v resnici izražanje čustev, tega emocionalnega ozadja. Da včasih, če se z nekom izmenjujemo, recimo SMS-e, ne, in če ni zraven kakšnega smeškota, ali pa rokice, ne, ali pa karkoli, sčasoma ugotovimo, da nekaj manjka. Ne. Včasih, ko se z nekom nekaj dopisuješ, ga na koncu vprašaš, je vse v redu, mislim, kako si pa zdaj ti to razumel. Ne. Postane neko nelagodje v ozadju, če ni pravega občutka, kaj je to čustveno ozadje samega pogovora. Ne. Tako da je ta del je v bistvu zelo zanimiv. No. Ne. Tako da, ja. V knjigi pa pišete tudi o abecedi branja telesa, ne? Ja. Torej, kaj sporočamo s položajem nog, z načinom hoje, stopali, stojo, sedenjem, samim položajem telesa z rokami in tako dalje. A ne, v bistvu je izredno pomembna, je pa pač, pišete ta obrazna mimika, ki je pa zdaj izredno aktualna ravno na teh televizijskih soočenjih, v bistvu političnih strank, ker vemo, da nas pa čakajo 24. aprila državnozborske volitve. Ja, tukaj velja en tak, kako bi rekel v žargonu, pro-tip. Za vsakogar, ki bi se rad razvil vrhunskega komunikatorja, je na področju neverbalne komunikacije ves čas potrebno upoštevati nekako 4 stebre. 3 stebri so vezani na govorico telesa in 1 steber je vezan na uporabo glasu. In sicer ves čas je potrebno vzpostavljati oziroma vzdrževati nekako kvaliteten očesni stik. To je prvi del, prvi steber. Drugi steber je, kolikor se le da, ne ves čas, ampak kolikor se le da imeti nasmešek na ustnicah. Ljudje se radi družimo z ljudmi, ki so prijetni, zabavni po možnosti, pozitivni, dobronamerni in mi to izražamo z nasmeškom. Tretji steber je sproščena drža telesa. Najlažje to sproščenost, tudi če se zalotimo, da smo nekoliko otrdeli, sprožimo tako, da odrinemo ramena rahlo nazaj in navzdol. Kar pomeni, da se telo dobesedno, tako se telo sprosti. Kar pomeni, da dobimo dober očesni stik, rahlo nasmešek na ustnice, sproščeno telo in če je dodan še umirjen glas. Kar pomeni, da pod stresom, ko smo pod stresom, nam glas nekoliko, rečemo temu, uhaja navzgor. Postaja nekoliko piskajoč, včasih tudi glasnejši, ne? In če ga uspemo umiriti, umirimo ga z dihanjem, ne? In ga primerno znižamo na tako imenovano pogovorno višino glasu, to je pogovorna višina glasu, bi rekli temu, pogovorna višina je, ko gremo recimo na kavo, ne? Ko nismo v stresnem okolju, recimo na nekem soočenju smo v okolju, ki ima visok čustven pritisk. Ne? No, ampak, če vzdržujemo, to se pravi očesni stik, nasmešek, držo telesa in kolikor se le da umirjen glas, smo mi napolnili to našo posodo razumevanja kvalitetne medosebne komunikacije praktično do vrha. Ne? Vse ostalo potem so zgolj finese, kako od verbalnih bravur pa seveda do argumentacije, ukvirjena sporočila in tako naprej. Ampak ta del je manjši. Veste kaj, ravno včeraj sem gledal pač ta predvolilna soočenja, ne, in v bistvu pač predsednikov strank, predstavnikov strank na Slovenija 1, na Pop TV, in v bistvu nekako mi je najbolj v oči padel pač tako imenovani novi obraz Robert Golob, zdaj vi ste rekli očesni stik, nasmešek, sproščena telesna drža, umirjen glas. Nekako se mi zdi, da to za njega ne velja. No. Kako bi vi ocenili te nastope? Ker sam sem imel občutek, tudi na Twitterju sem videl, da je nekdo zapisal, da se drži, da je še vedno jezen zaradi tega, ker ne bo več dobil 65.000 evrov na mesec. Kako ste vi to videli? Oziroma vidite te njegove nastope? Ja, mislim, pri gospodu Golobu je predvsem pomembno to, da dve stvari. Prvo je, da nima za seboj takšne kilometrine v tako sovražnem okolju, kot je v resnici soočenje. Soočenje je na nek način sovražno okolje. Še posebej zdaj predvolilna soočenja, kjer se pomikamo proti volitvam, kjer so vložki vedno večji,
pritisk je vedno večji in ne nazadnje tudi sogovorniki so vedno bolj grobi. In iz tega naslova lahko rečemo, da je to nekako tisto, kar rečemo sovražno okolje. Ne? Kar pomeni, da je v sovražnem okolju potrebno ves čas imeti tudi svoje telo nekako pod nadzorom. Ne? In vse skupaj ni šala. Ne? Moraš vedeti, kaj govoriš, moraš vedeti, kaj odgovoriti, moraš spremljati, kaj odgovarja nekdo drugi, ga po potrebi dopolniti, karkoli, in hkrati seveda še spremljati svoje obnašanje, se ne izdajati, kdaj ti mogoče kakšne stvari grejo na živce ali pa te nekdo dobil na levi nogi pri kakšnem komentarju in tako naprej. Ne? In jaz mislim, da je to zagotovo nekaj, kar mu ne gre v tem trenutku v korist. Ne? To se pravi manjko teh nastopov. Drugo pa je, da ima gospod Golob v bistvu nekoliko večjo težavo od marsikoga v auditoriju, to se pravi na govorniškem odru oziroma od ostalih gostov, preprosto zaradi njegovih osebnostnih lastnosti. Ne. On je ekstrovertiran, to se pravi obrnjen navzven proti ljudem, rad govori, ne nazadnje rad nastopa in rad tudi mogoče včasih ravno zaradi te svoje želje po pozornosti in želje po, dajmo reči temu, aplavzu. Ne. Mogoče včasih deluje s kakšno grimaso. Malo smešno deluje. Ja, prestopi kakšen korak tistega, kar običajno, ali pa kakšno mejo tistega, kar običajno jemljemo za običajno. No, tako, ne. Seveda, ne, je pa pač, mi smo še posebej prav v tem času na gospoda Goloba pač pozorni, glede na to, da je v tej kampanji nekoliko novejši obraz. Ni on nov obraz, on je že na politični sceni od leta 2010-2011, on je bil mogoče celo edini, ali mislim, da sta celo dva, ki je zaradi korupcije celo mogel odideti iz politične scene. Ne. Tako da ni to leta 2010-2011, so se te zgodbe na veliko vrtele, potem se je umaknil v ta svet energetike in je pač potem zdaj izplaval spet nazaj. Ampak se mi zdi nekako, da ga izdaja ta veliki ego. Ja, mislim, da je to celo razlog, da se relativno malo pojavlja na splošno na predvolilnih soočenjih in da se več ali manj pojavlja na soočenjih v tako imenovanem kontroliranem okolju, kjer so vnaprej znana vprašanja, kjer so vnaprej znani te scenariji, kako se bo vse skupaj vrtelo, da je lahko ustrezno pripravljen. Ker lahko vidimo, da ga recimo na soočenjih na Novi 24, na Planetu TV, recimo ga sploh ni, recimo, kjer bi mu lahko mogoče voditelji zastavljali nekoliko bolj sitno vprašanje, in bi moral pač tudi kaj odgovoriti neposredno. Vse, kar mi v bistvu oči pada tudi, da recimo Marjan Šarec, ko je bil predsednik vlade ali pa prej, v bistvu deloval nekako veliko, ta obrazni izraz na obrazu je bil veliko bolj samozavesten, nekako kot je pa danes. Nekako se mi zdi, da nekako zlovljeno deluje. Marjan Šarec? Ja. Zdaj, pri Marjanu Šarcu je, Marjan Šarec je vajen nastopanja. On je vajen, on je nenazadnje igralec kot takšen in tudi z lahkoto se mi zdi, da ujame to vlogo, katero je pač tudi nenazadnje na neki točki ponotranjil. Pri igralcih je nasplošno tudi včasih težko razlikovati, še posebej, kadar so v bistvu v takšnih položajih, kot so recimo v politiki, kjer je v resnici cel dan izpostavljen, 24 ur v bistvu izpostavljen javnosti. Je pa res, da se tudi njemu pač pozna, da so določeni vzorci se nekako izpeli. Recimo en tak tipičen vzorec pri gospodu Šarcu je uporaba teh prispodob. In ko začneš brati o tem, da stalno uporabljaš te prispodobe, avtomatično začneš avtocenzurirati in jih poskušaš ne uporabljati in potem sam sebi izmakneš eno nogo, na kateri stojijo tvoji nastopi in imaš težave. In je to lahko včasih kar precejšen izziv.
No, v drugem večjem poglavju pa pišete o osebni karizmi. A ne? Kaj je to osebna karizma in kdo jo recimo ima in kdo recimo nima? Ne? Ja, jaz včasih v hecu rečem najlažje tako, ne, da ali kdo ima ali kdo nima, je najlažje videno to, kakšen vtis naredi na tebe. A ne. Obstaja eno tako pravilo, v bistvu, kako razumeti človeško karizmo, je to, da karizmatični ljudje vedno naredijo dober prvi vtis, naredijo vtis na nas. Ne. To so ljudje, ki znajo zelo dobro nas motivirati, nas usmerjati, recimo, da jim sledimo. Ne. In imajo eno zanimivo lastnost, katero lahko vidimo pri vseh teh prvokategornikih, v bistvu tudi v slovenski politiki, recimo en tak fantastičen primer, recimo gospod Pahor. Jaz sem bil že večkrat priča tem vidiku, ne, to je ta četrti vidik karizme, in sicer, da ko se po daljšem času srečamo z njimi, je tako, kot bi se včeraj videli nazaj. Spomnijo se, ne samo tega, kako ti je ime. Ne. Mi imamo, recimo, se mi zdi to popolnoma normalno, ne, da imamo vsi včasih majčkeno strahu. Srečaš 10 ljudi in potem dlje časa razmišljaš, kako je komu ime, kot pa karkoli drugega. Ne. No, recimo, rekel, pri vseh teh, kot sem rekel, ne, ki so trenutno recimo izpostavljeni v politiki, enostavno oni si zapomnijo, vejo, naj to dihajo ta del, ne, skozi sebe, ne, in to vse skupaj, ko sestaviš, ne, ta dober prvi vtis, pa to navdihovanje, pa vodenje, prepričevanje, ne, znanje prepričevanja, usmerjanja z neko tako posebno energijo, ne, in seveda to, da se te spomnijo tudi čez 5 let, ne, kdo in kaj, tvori tisto, kar rečemo pač osebna karizma. Jaz bi tukaj poudaril eno malenkost, da pri karizmi se moramo paziti, da se ne ujamemo v vidik, to se pravi v ta pozitivni ali pa negativni vidik. Ne. To pa moramo vsem paziti. Ne. Zdaj, če nam je recimo Adolf Hitler všeč ali ne, je ena stvar, ne, kako mi presojamo njegove dela, rezultate in tako naprej. Ne. Ampak na drugi strani pa težko rečemo, da pa ni bil karizmatičen. Ne. On je za seboj potegnil precejšnje število ljudi s svojimi idejami. Podoben primer tazga totalitarca, recimo Stalin, ali pa Tito. Ne. Sej v končni fazi sem še jaz v otroštvu, so nas iz šole popokali na cesto in smo mogli tam mahati in tako naprej. To ti vse ostaja znotraj. Ne. Tako da, ja, to je pa. Pri tem me zanima, lahko v bistvu posameznik oziroma lahko sami prispevamo k temu, da izboljšamo svojo osebno karizmo, osebno samopodobo, samozavest. V bistvu vi v tem pišete v knjigi. Ja, jaz pišem o tem, ne, to se pravi, jaz poskušam nagovoriti vprašanje, ali se s karizmo rodimo ali se naučimo. Ne. Zato uporabljam kot prispodobo v bistvu dojenčka. Ne, za odgovor na to vprašanje. Ne, uporabljam prispodobo dojenčka, ne, če mi vstopimo v dvigalo in recimo, da je v dvigalu pač, ne vem, natočka mlada mamica, ne, z dojenčkom, se mi, ko smo majčkeno starejši, zelo težko upremo pri tem dojenčku, da ga vsaj majčkeno ne pogledamo, majčkeno buc in tako naprej. Ima ta nek naraven magnetizem, ne, nekako naravno cel svet stremi proti njemu. Ne, in je naravno v interakciji s tem celim svetom. Ne. Potem pa, to se pravi, ko ta dojenček počasi odrašča, pa pride v neke faze, bi rekli temu, prilagajanja, ne, ko starši začnejo nas učiti, ne, da ja, ne smemo se izpostavljati, ne, se veš, da najbolj hrabre najprej grejo, ne, in tako naprej, pazi, ne dviguj glave previsoko, ne, in tako naprej. Kar pomeni, da mi rečemo temu seveda obdobje socializacije, ne, da postajamo nekako, da smo znotraj socialnega okolja, ne, vendar pa potem v najstništvu pa pride en zanimiv trenutek, ko poskušajo ali pa poskušamo
kot mladi ljudje v bistvu sebe poskušamo ujeti, ne, sebe izživeti, postaviti svojo zgodbo v prvi plan. Ne? Kar pa pomeni, da moramo začeti prepoznavati te svoje posebnosti. Ne? Kar pomeni, da tisto, s čimer smo se rodili, pa tisto, kar smo morali potem prilagoditi, se moramo ponovno nazaj naučiti. Ne? Zato je odgovor na vprašanje, ali se s karizmo rodimo, ali se je naučimo, v resnici obakrat ja. To dovoliti si biti takšen kot si, ne? Poskušati v bistvu v tej smeri razvoja karizme več delati na teh lastnostih. Jaz sem jih opisal, ne vem, pač v knjigi precej, ne, teh vidikov od kredibilnosti, pa do seveda nastopanja, do tega razumeti humor in tako naprej. Pač razvijati te neke svoje vidike, zato da nas ljudje lahko lažje razumejo, se lažje poistovetijo z nami, lažje začutijo nas kot takšne, ne? In seveda si moramo pa mi potem seveda tudi dovolj, da vse to, kar nas ljudje prepoznavajo, da mi dejansko to tudi oddajamo od sebe. Ne? Nekako se mi pa zdi, da je zelo tako logično, oziroma da pogosto rečemo za kakšnega politika, ta politik ima pa karizmo, ta jo pa nima, ker vi pišete o poslanstvu in viziji, to ponovadi je to povezano, kot bi rekel, s politiki. Ja, zdaj pri politikih je verjetno ena najpomembnejših stvari, ki jo morajo dobro razumeti, so vrednote, na katerih temeljijo njihovo udejstvovanje. Ne? Kaj so sploh tiste vrednote, ki jih označujejo, ne? Zakaj se oni zavzemajo v življenju? Ne? In če so bledi na tem področju, je v resnici potem zelo težko vse skupaj. Ne? Ker se mi kot ljudje težko vežemo na to. Ne? In pri politikih, recimo še posebej teh, bi rekel, mlajših postažev, postažev udejstvovanja s politiko, je pogosto želja po tem biti všečen, želja po ugajanju, želja po povedati tisto, kar si publika želi slišati, ne? Mogoče nekoliko višja, ne? Ker pač mogoče kdo ocenjuje, da ga bo to izvolilo, ne? Ampak v resnici ni res. Ne? Na drugi strani je tisto, kar te izvoli, ne? Za predstavnika, so dejansko vrednote, ne? So dejansko tisti temelji, na čemer ti stojiš, ne? S čemer se ljudje lahko potem poistovetijo. In sestavni del osebne karizme je dobro razumevanje teh svojih vrednot. Da veš, na čem stojiš in kaj je tisto, od česar ne odstopaš. Ne? V zadnjem delu knjige z naslovom Ko nas nič ne more zaustaviti, imate tudi napotke, nasvete, pri tem pišete o različnih situacijah, različnih vidikih in različnih ljudeh. Imate pa tudi recimo v zadnjem delu eno izmed zanimivih podpoglavij, dali ste mu naslov, če vas citiram, Napotki za hitro prepoznavanje lažnivcev, prevarantov in bedakov. Nedvomno naslov, ki pritegne. Ja. Zdaj jaz bi se vrnil na tisto, kar sem na začetku govorila. Na tem področju je izjemno pomembno, da sami sebi ne lažemo. Če se nekaj zdi, da ni v redu, potem je velika verjetnost, da nekaj ni v redu. Če čutimo o nekom, da poskuša nekaj prikriti, da poskuša nekaj zatemniti pred nami, ne, je potrebno prisluhniti svojemu glasu in si ne lagati, ne, samo zato, ker je nekdo slaven, zato, ker je nekdo prepoznaven, zato, ker je nekdo avtoriteta na nekem področju. To še ne pomeni, da je v vsem iskren, ne, da je vse tako, kot mora biti. Ne, in tukaj se mi zdi, da na splošno mi kot ljudje zelo veliko izgubljamo. Ne, da si ne priznamo, da kako bi rekel, čutimo in razumemo prav. Ne, da se poskušamo bom rekel, sami sebe pripeljati z žejnega čez vodo. Ne. To se mi zdi zelo pomembno.
Jaz sem pa dejansko v knjigi potem šel čisto v konkretno pač, razumevanje, na kaj biti pozoren. A ne. Zdaj recimo že pri samem, ne vem, očesnem stiku, a ne, če ga je premalo ali pa preveliko, je že nekaj narobe. Ne. Na splošno pri vseh teh mejnih gibih, mejnih gibanjih, no, ali pa mejnih gestah je potrebno pač na neki točki postati pozoren, da nekaj pač enostavno ne gre več, da zvok pa slika nista več tako, kot se šika. Ne. No, knjigo pa zaključite z mislijo, če vas citiram: največji dar, ki ga lahko poklonimo drugim, smo mi sami. Konec citata. Nedvomno zelo samozavestna misel, morda celo nekoliko egocentrična. Ja, lahko. In lahko, da je tudi egocentrična. Jaz mislim, da nasplošno bi ljudje morali biti veliko bolj ponosni sami nase. Lahko je egocentrična ali pa razumljena egocentrično v svetu, kjer bom rekel, je vrednota to, da sebe ponižuješ, ne? V smislu, da sebe umikaš ven svojo vrednost. Ne? Mi moramo pač dobro razumeti to, da, in jaz sem na tem področju včasih mogoče tudi nekoliko bolj grob pri besedah, ne? Da vsakdo med nami je dobil pravico do obstoja, do svojega prostora in tako naprej, s tem, ko se je rodil. Ne? In na to je potrebno biti pač ponosen, potrebno biti ponosen nase. In zdaj, če nas drugi ne sprejemajo takšne, kot smo, ne, je seveda to lahko kvaliteten moment za razmislek, mogoče včasih potrebno kaj popraviti, kakšne stališča, korigirati in tako naprej, ampak na koncu dneva, to se pravi, če čez dan še korigiramo lahko stvari, se moramo zvečer nekako sprijazniti s tem, da to, kar smo, ne? Da je jutri nov dan in če se ne sprejemamo takšne, kot smo, in da ne razumemo, da je največ, kar lahko poklonimo drugemu človeku, da smo mi sami, naša pozornost, naša bližina, naše, rekel, razumevanje, kakršnokoli že je, da je v določeni situaciji. Če tega ne razumemo, jaz mislim, da sami sebi spodnašamo velik del tal za trdno hojo v prihodnost. Za konec bi vas še vprašal, a je del govorice telesa tudi to, da imate danes na suknjiču slovensko zastavo in mislim, da z grbom? Ja, v bistvu gre za to našo trobojnico z grbom, katero imam danes prav posebej, in sicer imam to cel mesec. Namreč ljudje mogoče nekoliko premalo še poznamo to pobudo, ki je v bistvu letos nekoliko novejša, in sicer gre za pobudo društva Heraldika Slovenica, ki nekako pokriva našo grboslovje, zastavoslovje in tako naprej. Mnogi niti ne vejo, da je 7. april uradni dan slovenske zastave, ne? In letošnja pobuda je, da bi za razvoj narodne zavesti v Sloveniji zadevo v bistvu razširili na celoten mesec. To pomeni, da je april kot mesec slovenske zastave. In zdi se mi zelo, zelo pomembno sporočilo predsednika društva, gospoda Todovška, in sicer, ko pravi, ne, da je slovenska zastava ni last države. To je zelo pomembno. Ne. Slovenska zastava je last nas, državljanov. In mi imamo pravico, da jo uporabljamo, kjerkoli pač jo že uporabljamo, lahko, ne, da jo izobesimo, da smo ponosni na njo. Ne. Je pa res, da s to pravico gre pa na drugi strani tudi dolžnost, da se temu primerno tudi obnašamo do slovenske zastave. Ne. Jaz moram priznati, da glede na to, da sem kar precej hodil tudi po svetu, pa se srečal z različnimi kulturami, ne, me je posebej prijetno presenetilo, ko sem prišel v kakšno državo, kjer so ljudje njihovo nacionalno državo uporabljali tudi v nekako, kako bi rekel, v dnevnem življenju. Ne. Mi imamo to priložnost tudi zelo od blizu spremljati, recimo na Hrvaškem, ne, kjer so te znamenite kockice od vse povsod, od majčk do v dnevnem življenju, ne zgolj ob praznikih. Ne. Pri nas si ljudje pogosto razmišljajo, da je slovenska zastava, da se samo ob prazniku izpostavi, ne, ampak
Ne, že na športnih prireditvah vidimo, ne, da kako se na različnih shodih in tako naprej. In mi jo lahko uporabljamo v bistvu 365 dni na leto, ne, in temu je tudi namenjena ta pobuda aprila kot rekel, meseca slovenske zastave, da bi zavest v slovenski zastavi se še nekoliko dvignila. In verjetno je prav, da smo ponosni nanjo, ne glede na to, da je ruska zastava podobna naši. Ja, v bistvu lahko obrnemo, ne, verjetno pač so jo Rusi skopirali, ne, po slovenski zastavi, ne, ker moramo tudi ločiti, ne, da je ta trobojnica je v bistvu slovenska zastava, ne, trobojnica z grbom je pa zastava države Slovenije, ne, to je zapravo država Republike Slovenije, ne, tako da ja. Ja, hvala. Hvala gospodu Kadiču za vse te odgovore. V bistvu zdaj bi pa vprašal še iz občinstva, če bi kdo imel še kakšno vprašanje za našega današnjega gosta. Niti ne. Zdaj bi pa jaz samo še na kratko predstavil pač nekaj naših knjig. Naša založba izdaja številne knjige, recimo izdali smo v zadnjih mesecih Pratiko 2022, to so skupaj ustvarili Lan Sevšek, Zlata Krašovec in Vinko Vasle. Potem recimo knjigo Mira Petka Trio Adijo, Adijo pamet. Potem Janez Vir, ki je napisal knjigo, smo skupaj dali kolumen Zdrav duh v zdravem telesu. Potem recimo odvetnik, znan odvetnik Radovan Cerja, ki je napisal knjigo Svoboda in upanje. Potem politolog Tadej Ijan, Ali naša civilizacija pred propadom. In ravno danes je prišla še iz tiskarne tudi moja knjiga Za demokratično in evropsko Slovenijo proti totalitarizmom. V knjigi sem nekako zbral okoli 150 uvodnikov, ki sem jih napisal kot glavni in govorni urednik revije Demokracija v letih 2002 do 2004. To je bil nekako čas, ko se je pomladna opcija pobirala po letu 2000, ko je jeseni tega leta LDS pod vodstvom Janeza Drnovška premočno zmagala. To je bilo tudi obdobje, ko se je zadnjemu šefu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije Milanu Kučanu iztekel drugi predsedniški mandat in ga je na tem mestu nasledil Janez Drnovšek. LDS pa se je po odhodu svojega dolgoletnega predsednika in premierja znašel v težavah, saj je njegov naslednik Anton Rop stopil v prevelike čevlje. Hkrati je bila leva tranzicijska elita prepričana nekako, da je obsojena na oblast. In tu se je pokazala priložnost za SDS pod vodstvom Janeza Janše. Knjigo sem opremil še z uvodnim predgovorom in na koncu tudi politično analizo, ki je vezana na letošnje supervolilno leto. Vsekakor knjiga, ki je vredna branja in nam jasno sporoča, da tranzicija pri nas še ni končana, saj se še danes ukvarjamo s problemi, s katerimi smo se ukvarjali že pred 2 desetletjema in tudi že prej. S tem zaključujem naš današnji pogovor. Našemu današnjemu gostu, gospodu Kadiču, se še enkrat zahvaljujem za sodelovanje v tem pogovoru. Želim vam lep večer, hvala vsem za udeležbo in lep pozdrav tudi vsem tistim, ki ste nas spremljali neposredno v neposrednem prenosu preko spletne strani demokracija.si. Hvala in želim vam lep večer še naprej. Srečno!